24 ur, prvo vprašanje. Se slišimo? Slišimo se. Gospod Kacin, prvo vprašanje, kar se tiče tega prehajanja med občinami. Zanima me, kdo bo zdaj nadziral to prehajanje, je to generalno urejeno, je kaj prepuščeno tudi občinam samim, bodo pomagali, tako kot tudi takrat v prvem valu, tudi kaj redarji, člani civilne zaščite pri opozarjanju, kako bo s tem? Glejte, najprej želimo to skomunicirati. Jaz se opravičujem, ker ministra Hojsa tukaj ni, da bi potem lahko odgovarjal tudi na tisti del, ki govori, kakšna pooblastila in navodila so dobili pripadniki in pripadnice slovenske policije. Ampak na to vam bomo odgovorili v nadaljevanju. Jaz sem tukaj vskočil, če se smem na tak način zamejiti. Ampak po mojem mnenju je v tem trenutku ključno, da razumemo, da so epidemiološke razmere v nekaterih predelih Slovenije resnično slabe in da se moramo v tem trenutku zamejiti in potovati čim manj. Prva izjema je odhod na delo in iz dela, hkrati pa seveda je bil že nekajkrat izrečen poziv delodajalcem, da poskušajo na vsak način svojim zaposlenim omogočiti delo od doma. Seveda bodo redarji in inšpekcijske službe nadzorovali to prehajanje meja, ampak tisto, kar je cilj tega ukrepa, je prvič, da se gibanje zameji v teh dneh za čas tega tedna, za čas teh jesenskih šolskih počitnic, kolikor je le mogoče, in drugič, da se izognemo morebitnemu druženju in širjenju virusa na pokopališčih ob koncu tedna. To je ozadje vseh teh prizadevanj. Še nekaj vprašanj imam za kolege. Zanima me, ali in kdaj se bo zaprla meja z Italijo, glede na to, da so prehodi v obe smeri razen za izjeme prepovedani? Na to vprašanje vam v tem trenutku ne moremo odgovoriti. Vlada dnevno spremlja epidemiološko situacijo. Kot ste videli na predstavitvi, na grafih, so se epidemiološke razmere tudi v obalno-kraški regiji precej poslabšale. Tudi italijanski državljani razumejo, da je težava z tankanjem goriva na slovenski strani. Vse to so ukrepi, ki naj zamejijo možnost širjenja v prihodnjih dneh. Kot pa je predsednik vlade že povedal, bo vlada ob koncu tedna ponovno preverila, ko bo ugotovila, ali so ukrepi, ki so zdaj v veljavi že od 16. oktobra dalje, pokazali kakšne spremembe v trendih, in če bo temu tako, bo vlada začela razmišljati tudi o tem, kdaj bi se kateri od teh ukrepov lahko ublažil in kje bi lahko vsaj nekoliko sprostili gibanje. Kaj pa, kar se tiče potovanj z Brnika, kako je zdaj s tem, kdo lahko sploh potuje od tam in kam? Ja, kar zadeva letališče Jožeta Pučnika na Brniku, sem nekajkrat ponovil, pa bom še enkrat ponovil. Letališče Brnik ni letališče statistične regije Gorenjske, je osrednje slovensko letališče, zato vsi potniki, ki prihajajo v Slovenijo po zraku, priletijo na letališče Brnik in od tam nadaljujejo svojo pot do končne destinacije. Če je to tujina, je to tujina. Če pa je to znotraj Slovenije, pa je to zadnja lokacija, na katero gre v posamezni občini. Torej, tranzit v tem primeru je dovoljen in tudi, ko nekdo leti z Brnika, ima pravico, da pripotuje na Brnik in od tam leti dalje. To se pač dokazuje z letalskimi vozovnicami. To je izjema. Je pa tega letalskega prometa zdaj res zelo, zelo malo. Še zadnje vprašanje z moje strani. Gospod Kacin, kako komentirate ravnanje ministra Logarja Koritnika in direktorja NIJZ Kreka, ki, videli smo v zadnjih dneh, ne upoštevajo lastnih odlokov oziroma priporočil? Kakšna sporočila dajejo s tem državljanom? Torej, ko gre za ministra Logarja, morate vedeti, da je šlo za rutinsko testiranje, ker je bil v tujini. Bil je na obisku v Italiji v ponedeljek, potem pa v vseh 3 baltskih državah in po vrnitvi domov je šel na testiranje. Nihče ni pričakoval, da bo
pozitiven, potem pa se je pokazalo, da je pozitiven in od takrat naprej je v samoizolaciji. Kar zadeva ministra Koritnika, ne komentiram, ampak samo pojasnjujem to, kar morda javnosti ni dovolj znano. Minister Koritnik do zdaj ni bil testiran, zato se tistega četrtka ni udeležil seje vlade na Brdu. Šel se je testirati zato, da bi, tako kot vsi drugi člani vlade in tudi drugi, ki pri tem sodelujemo in smo bili že večkrat testirani, tudi on bil testiran in zato ga v tistem času ni bilo na vladi in čakal je na izid testa, ki je bil negativen. Kar pa zadeva direktorja Nacionalnega inštituta za javno zdravje, pa se mi zdi ta njegov očitek njegovemu ravnanju res bizaren in v tem trenutku manj sporen. Predvsem se je iskreno opravičil in obžaloval. Jaz z njim dnevno komuniciram, slišiva se več kot 10-krat, od ranih jutranjih ur, se pravi preko polnoči do 3 zjutraj, se slišiva. Tisti dan, ko se mu je to zgodilo, je pripravil vse grafične podlage za odločanje vlade na Brdu, bil potem do konca dneva in praktično do 10. ure zvečer na delovnem mestu in potem se je odpravil domov in tam se mu je zgodilo, da je gorivo točil brez maske. Je pa šel z masko od avtomobila do blagajne in tam plačal z masko. In če ste pogledali dopolnitve odloka, o katerih smo govorili, zdaj, če na 3 metre ni nikjer nikogar, je to nekaj normalnega in v tem primeru je človek lahko brez maske. Ampak še enkrat, on je to obžaloval. Ni komentar, je samo pojasnilo. Človek resnično dela tako, da večina ljudi nikoli ne bo verjela, da človek toliko zdrži. To so moji odgovori in pojasnila na vaše vprašanje. Če prav vidim, naslednja bo TV Slovenija. Sara Neubaver, Televizija Slovenija. Morda, če samo pojasnite to zadnje, torej minister Logar je bil na rutinskem testiranju, na kakršnega morajo tisti, ki pridejo v Slovenijo iz tujine. Kakšno je pravilo, ali je po takem rutinskem testiranju treba biti v samoizolaciji ali ne? Ja, on je zdaj v samoizolaciji, ker je pozitiven, ne? In bo tam ostal toliko časa, da se bo iztekel cel karantenski ciklus. Šele potem se bo lahko pojavil ponovno v javnosti in za svojim delom nadaljeval. Ampak pri vseh teh poteh, ko odhajajo naše delegacije v tujino, se je že do zdaj ob vrnitvi v domovino delal test. Tudi vsi vozniki, ki pomagajo pri selitvah, govorimo o voznikih Ministrstva za zunanje zadeve, ko pridejo iz poti iz tujine, ostajajo doma in gredo na testiranje. Rezultate pojasnite, ali morajo biti v samoizolaciji v času, ko še čakajo na rezultate tega testiranja rutinskega. Hočete ponoviti, prosim? Ja, če prosim pojasnite, ali morajo biti državljani vsi, ne samo politiki, v samoizolaciji v času, ko čakajo na izvid tega rutinskega testiranja? Torej, v primeru ministra Hojsa sem povedal, da v tem trenutku čaka v samoizolaciji, da dobi potrditev ne le hitrega testa, ampak tudi tako imenovanega PCR testa. Tisti dan se je pač ministru Logarju, potem ko je šel na testiranje po programu, ki ga je imel, zgodilo, da je bil navzoč na nekem dogodku. Takoj, ko pa je dobil obvestilo, da je pozitiven, pa so se aktivnosti prekinile ne le za njega, ampak za celoten kabinet ministrstva. Danes je prostor celotnega kabineta dezinficiran in vsi člani kabineta delajo na drugih lokacijah oziroma so v izolaciji. Jaz sem prejšnji teden delal ves čas na tej lokaciji pri vladi, tudi z ministrom se v tem času nihče ni mogel srečevati, ker je bil v tujini.
zato so bili pač zdaj sprejeti nekateri drugi dodatni ukrepi, da se ugotovi, ali je morda ta okužba prišla od kje drugje. Skratka, vsi ukrepi se izvajajo, da bi se morebitna okužba zamejila povsod, tudi v ministrstvih. Ampak kakšno je pravilo, ko nekdo, kdorkoli pride iz tujine, mora na testiranje, ko čaka na izvid, ali mora biti v samoizolaciji, ali lahko hodi naokrog? Kakšno je pravilo? Gre za priporočilo. Priporočila pa daje Nacionalni inštitut za javno zdravje. Vprašanje zastavlja Kanal A. Za odgovor na vprašanje glede omejitve na občine, kakšna je epidemiološka razlaga tega ukrepa? Vemo, da se pravi, kje so se ljudje družili v svoji regiji, kje so se ljudje okužili v svoji regiji, ampak ne v svoji občini. Kako bo zdaj ta omejitev pomagala zajeziti te okužbe? Sprašujem zato, ker vemo, da je bil ukrep že spomladi sprejet ustavno vprašljiv. Ustavno sodišče je potem s tesno večino 5-4 odločilo, da je dopusten, ampak mora biti argumentiran. Zato prosim za to argumentacijo. Nekatera mnenja so namreč, da bi lahko bil ukrep tudi kontraproduktiven. Videli smo ta vikend v Ljubljani, na Rožniku, na Šmarni gori gnečo ljudi. Potem ob omejitvi na občine se ta gneča lahko še poveča, ob tem, da zdravniki recimo ljudem priporočajo gibanje na svežem zraku, ker to krepi imunski sistem. Skratka, če lahko epidemiološko razložite, kje je prihajalo do teh okužb znotraj regij, ne pa znotraj občin, in kako bo zdaj ta ukrep pomagal. Torej, ne mi zameri, če vam povem, da po mojem mnenju to vprašanje v tem trenutku ni relevantno. Epidemiologi Nacionalnega inštituta za javno zdravje poskušajo čim prej najti pozitivne in jim izročiti dokumente in podlage, da lahko ti iščejo ljudi, s katerimi so bili tik pred okužbo. Za to gre. Ne vem, kaj ti mora biti, da ne razumeš, da pri incidenci 1200 in več okuženih na 100 000 prebivalcev na Gorenjskem ni pametno hoditi okrog, še manj pa se družiti. To, kar ste dala kot primer Šmarne gore, je pač primer, da ljudje podcenjujejo virus, in glavni razlog, da imamo tako epidemiološko situacijo, je prav to. Podcenjevanje virusa in prepričanost, da smo mi nedotakljivi. Morda vas bo presenetilo tole sporočilo. V tem trenutku je, glede na to, kdo je okužen, je najbolj kužena starostna skupina od 35 do 44 let. V tej skupini je največ na novo okuženih. To so tudi ljudje, ki se zelo rekreirajo in pri tem seveda v svojo škodo in škodo drugih in družbe tudi največ grešijo, ko gre za ukrepe, s katerimi želimo zajeziti ta virus. Gospod Kacin, Manca Turk na tej strani Kanala. Mene pa zanima najprej, ko govorimo o prehajanju občinskih meja, če lahko tako plastično poveste, kaj naj imajo ljudje s sabo. Ok, razumem, če grejo na delo, se vračajo iz dela neko potrdilo delodajalca, ampak kaj je tista, ne vem, neka izjava, dokazilo, da lahko prehajajo meje? Mesto bojo imeli izjavo delodajalca, ki bo to pot utemeljeval. Če peljejo nekoga k zdravniku, bo že to dovolj jasno, kaj ti gre za naročeno operacijo oziroma pregled, karkoli že. Če gre za poziv, ki ga nekdo ima, da bo popravil okvaro v stanovanju ali kaj podobnega, bo to tudi utemeljil svojim potnim nalogom in sklicom, ki ga ima od naročnika. Tega ne moremo v celoti administrirati. Nesmiselno bi bilo zdaj predpisovati obrazce, na katerih bomo dokazovali morebitnim nadzornikom, bodisi inšpektorjem, občinskim redarjem ali mestnim redarjem ali pa policistom,
kam in zakaj gremo. Torej, ključno sporočilo je, bodite doma. Če pa že morate, pa poskrbite za to, da bodo ti razlogi utemeljeni, vsakomur razumljivi in tako močni, da vas bo pri tem vašem potovanju razumel in vam to pot omogočil. Še eno vprašanje imam, v bistvu povezano s prejšnjimi vprašanji, kar se tiče obeh ministrov in pa direktorja NIJZ-ja. V bistvu me samo še to zanima, kakšno sporočilo in kakšen zgled dajejo najvišji predstavniki države ostalim državljanom s takim početjem? Vsi si želimo, da bi vsak od nas, tudi jaz, bil zgled drugim in se pri tem, kolikor se le da, trudimo. Se pa seveda tu in tam kdaj zgodi, da ravnanje ni najbolj primerno, predvsem pa je zelo kritično ocenjeno. Mislim, da je v tem trenutku zelo racionalna pot naprej, da se iz napak drugih lahko čim več naučimo, da sami takih napak ne bi naredili. To, kar se je zgodilo gospodu Kreku, se je zgodilo tudi že meni, da sem šel plačati in sem plačal brez maske, pa sem se šele na koncu spomnil, da maske nisem imel, pa sem šel nazaj in sem se tam upravičil. Skratka, če ves čas delamo, če smo, bom rekel, preutrujeni, če razmišljamo o čisto tretjih stvareh, se nam lahko zgodi, da takrat, ko gremo svojega avtomobila, pozabimo natakniti masko. Ampak vsak bi se moral zdaj na podlagi teh težav, ki so jih imeli posamezniki, pa če tudi najbolj izpostavljeni predstavniki države, kaj naučiti in pogledati, kaj se je njim že zgodilo. Kdaj so že oni naredili napako in da odslej dalje skrbimo za to, da se kaj podobnega ne bi zgodilo tudi nam. Hvala lepa. Čeprav vidim Slovenska tiskovna agencija. Lepo pozdravljeni, gospod Kacin, Sanja Gornjec, STA. Nekaj besed o ministru Logarju ste že danes povedali, me pa zanima, kako se minister trenutno počuti. Prosim. Kako se minister Logar trenutno počuti, glede na to, da je bil pozitivno testiran na testu za COVID? Je v samoizolaciji, za petek so mi rekli, da nima nobenih simptomov, da ni vedel, da je pozitiven in ga je izid presenetil. Kako pa se počuti zdaj, ali se je bolezen razvila, ali ima že kakšne simptome, pa v tem trenutku ne vem. Hvala. Potem pa bi prosila še za dodatno pojasnilo glede odlokov in sicer najprej glede oskrbovanja grobov. Prej ste omenili, da naj na grob potuje samo ena oseba, v odloku pa je predvidena izjema za vse ožje družinske člane, kadar potujejo skupaj. Kako je zdaj s tem? Pa še glede uporabe zaščitnih mask, ki po novem niso več potrebne na zelenih površinah in za rekreacijo, če je mogoče zagotavljati zadostno razdaljo. Kako pa je s tem recimo na urbanih površinah in v mestu, v primeru, da je možno zagotavljati 3-metrsko razdaljo? Najlepša hvala. Torej še enkrat, kar zadeva oskrbovanje grobov, je dovoljen prehod na ozemlje, na teritorijo, druge občine eni osebi, ki poskrbi za grob. Torej, in to svojo pot utemeljuje z plačilom najemnine za grob. Torej, ve, na koga je grob pisan in zakaj in kam gre. Še vedno pa velja, da je prepovedano zbiranje več kot 6 oseb. Še vedno je zelo jasno priporočilo, naj vendar starejši, ki so ogrožena kategorija, v tem času ne hodijo na pokopališča. In moj nasvet bi bil, da tudi cvetje na grobove odnesejo cvetličarji, ki bodo brez dvoma ponudili to uslugo in da se pokopališčem v tem času, če je le mogoče, odrečemo. Vemo pa, da tisti, ki so izgubili svoje svojce v zadnjih tednih, bodo našli način, da do tja pridejo. Ampak ključno je sporočilo, ki velja za večino ljudi. Ja,
Odgovor na vprašanje omejitvena občin je predsednik vlade včeraj povedal oziroma po Twitterju sporočil, da se bo ta omejitev ublažila po regijah, ko bo število okužb se zmanjšalo. Pa če lahko poveste, ali obstaja kakšna številka, recimo v regiji, pod koliko naj bi prišle te okužbe, da se bo omejitev na občine ukinila. Spomnil bi vas, da smo mejo, prag, preko katerega so morale prestopiti statistične regije, da so iz oranžnih poslale rdeče, bil pri 140 okužbah na 100 tisoč prebivalcev v zadnjih 2 tednih. Na tak način je izgubila oranžni status tudi zadnja regija. Če se bodo incidence zmanjševale po posameznih statističnih regijah, se bomo o tem lahko pogovarjali in ocenjevali, ampak vse se bo zgodilo prvič na podlagi ugotovitev Nacionalnega inštituta za javno zdravje in po morebitnem priporočilu svetovalne skupine Ministrstva za zdravje. Še to, minister za zdravje je omenil, da bo do konca tedna na voljo še 300 dodatnih postelj v bolnišnicah. Zanima me, kje bodo te kapacitete in predvsem, ali je dovolj zdravstvenega osebja oziroma kako to rešujete. Torej, to rešujejo predvsem bolnišnice same. Jaz bi tukaj še enkrat pohvalil prožnost in odzivnost bolnišnic, ki najdejo rešitve in znajo v objektih najti možnosti, da se COVID oddelki razširijo. Naša današnja gostja je bila do prejšnjega tedna tudi poslovodeča in je odgovarjala za bolnišnico Petra Držaja, zdaj pa ni več, zato ker teh drugih spremljevalnih programov tam ni več, ni ne COVID oddelkov, vse se podreja COVID zahtevam in na tak način delujejo tudi druge bolnišnice, povečujejo število postelj. Kar pa zadeva kadrovske potrebe, pa ste slišali celo vrsto pozivov, naj se zdravstveni delavci, ki so kjerkoli na voljo, javijo in pomagajo pri tem. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je sprejelo sklepe, da omogočijo tudi nastanitev teh prostovoljcev, študentov, ki na veliko pomagajo v tem času. Cela vrsta ukrepov se izvaja, da bi bilo kadrov več. Ampak za tiste, ki so najbolj strokovni, ki vodijo ta proces, bo dela več, išče pa se čim več zdravstvenega osebja, ki bo neposredno skrbelo za bolnike. In drugič, en del tega hospitalnega zdravljenja bi se lahko v naslednjih dneh in tednih preselilo tudi v zdravilišča, zato da se v bolnišnicah čim prej sprostijo postelje za bolnike, ki bi prihajali v bolnišnice. Torej, skrajšuje se ležalna doba v bolnišnicah, pa ne na škodo bolnika, ampak v korist sproščanja zasedenih postelj, zato da bi lahko prevzeli bolnike, ki bodo v naslednjih dneh in tednih ob tako velikem številu okuženih, predvsem govorim o deležu okuženih med testiranimi, zagotovo prišli in teh bolnikov bo bistveno več. Ampak jaz predlagam, da vam potem v nadaljevanju tiskovne konference na morebitno tako vprašanje odgovori profesorica doktorica Mojca Matičič, ki je v tem trenutku bolj kvalificirana za te odgovore kot jaz. Vprašanje? Halo, dober dan, Urška Rus, časopis Dnevnik. Mene zanima, kolegica z RTV je že spraševala glede tega, da bi sproščanje ukrepa omejitve gibanja na občine potekalo postopoma, pa me zanima, ali je takšno postopno sproščanje predvideno tudi za druge ukrepe, recimo za pouk na daljavo, bi se lahko ta najprej ukinil v tisti regiji, ki bi najprej premagala epidemijo, da tako rečem, ali pa omejitev delovanja vrtcev in ostali ukrepi. Hvala za vaše vprašanje. To ni vprašanje za jutri, zdaj imamo jesenske počitnice.
Ministrica in njen kolegi, ravnatelji so tisti, ki bodo razmišljali o tem, kdaj in na kakšen način bi se lahko šola ponovno aktivirala, tako na osnovnošolski stopnji, kot tudi na srednješolski stopnji. V tem trenutku je preuranjeno odgovarjati na to vprašanje. Hvala, zanima me še vladni načrt pri teh številkah, ki ste jih omenili, da smo jih zdaj že dosegli, to je ta tretji del rdeče faze. Predvideva tudi nekatere druge ukrepe, tretji po vrsti je potem zaustavitev javnega prometa, sledi zaprtje meja, razen za tovorni promet, pa omejitev izhodov, razen za nujne izjeme, zapiranje posameznih gospodarskih dejavnosti. Ali lahko tudi katere od teh ukrepov pričakujemo v kratkem, oziroma kdaj lahko recimo pričakujemo zaustavitev javnega prometa, ki je glede na načrt naslednja na vrsti? Ali razmišljate, ali boste ostali pri tej tretjinski zmogljivosti javnega prometa? Vlada razmišlja o vseh ukrepih, ki so še na voljo. Čakamo, da bi lahko ocenili, da so ukrepi, od katerih je bil zadnji sveženj aktiviran tam 16. oktobra, prijeli. Ko bomo pri številu okužb, pri številu okuženih lahko ocenili, da smo uspešno zajezili hitrost širjenja, ki je zdaj res vrtoglava, bo pravi trenutek, da bomo ocenjevali, ali so potrebne tudi dodatne odločitve, ko gre za javni promet, ko gre recimo za res drastičen ukrep, ki so ga nekatere države sprejemali, to je prepoved izhodov razen nujnih izjem, izhodov iz stanovanja, izhoda iz hiš. Mi ocenjujemo, da smo v Sloveniji dovolj racionalni, da bodo občanke in občani razumeli, zakaj je bila zamejitev narejena za območje občin in da morda ta ukrep v prihodnje ne bo potreben. Hvala, pa še eno vprašanje. Zanima me, kakšni so argumenti za sproščanje nošenja mask, če lahko temu tako rečem, v primeru sprehodov na zelenih površinah in individualni rekreaciji, ker sprva ste namreč zelo odločno zagovarjali nošenje mask tudi v vseh teh primerih, pa me zanima, zakaj zdaj drugačno navodilo. Torej, ta odločitev govori o tem, da želi vlada biti pri tem čim bolj življenjska. Prišli smo do tega, da so tekači, ki so tekli popolnoma sami, in tudi sam sem bil v tem primeru soočen s tem, ali bom tekel z masko ali brez maske, sem se pač odločil, da z masko pri svojih letih res ne bom tekel in se še dodatno obremenjeval na tak način. Ampak če nikogar ne srečam, če sem popolnoma sam, pri tem res nikogar ne ogrožam. In tudi, da se vrnem na ta bizarni primer nekoga, ki ga še vedno sprašujete, kako je to mogoče. Ko točiš gorivo in si sam ob svojem avtomobilu in nikjer nikogar in je črna noč in je to ob 10:30 zvečer, ima pa človek že pravico, da vdihne s polnimi pljuči in to gorivo natoči, potem pa gre na črpalko račun tudi poravnati. Zato pravzaprav gre, da smo pri tem čim bolj razsodni. Če pa tečemo, pa pride nekdo nasproti, se pa pač pričakuje, da bosta oba tekača naredila ovinek in se izognila drug drugemu in da smo toliko razsodni, da to lahko razumemo in temu primerno tudi ravnamo. Imamo še kako vprašanje, še kako hišo? Časopis Slovenec, naslednje vprašanje. Pozdravljeni, Alenka Gabrovec, časopis Slovenec. Jaz bi pa vprašala, na seznamu nisem opazila, da so pogrebi izjema in me zanima, kaj je z njimi, pač prehajanje med občinami in konkretno v primeru, ker pač umrli nima svojcev, ima pa prijatelje. Torej, odlok je, kar se tega tiče, jasen, do 6 ljudi. Vprašanje? Ne.